Spoštovani kristjani, Kristusovi učenci, hvalen Jezus in Marija, prav lep pozdrav v našem programu, in sicer postnih nagovorov, ki jih imamo vsak dan do velike noči, in naj bi vam bili v oporo pri postnem prizadevanju, da spremenimo glavno dejavnost naše vere, to je molitev. Da bo molitev sploh molitev in da bo sprejeta pred Bogom. Zato sledimo stavku in misli Jezusovemu očitku, ko pravi: to ljudstvo me časti z ustnicami, da izboljšamo našo molitev. In namen je torej spremeniti našo molitev. Danes bomo govorili o molitvi v obrazcu. Tukaj se skriva veliko nevarnosti. Oče, prosim te za današnji nagovor, za tvoje maziljenje, kakor si obljubil, da nas tvoj duh vodi in nam razodeva tebe, Oče, in Sina, in odrešenje. V Jezusovem imenu. Amen. Danes se bomo torej zaustavili pri molitvi obrazca. Molitvi, ki je ustna molitev in v kateri lahko mi največkrat pogrešimo v molitvi. Boga lahko molimo na več načinov. Avguštin pravi, da je vsako povzdigovanje duha k Bogu je že molitev. Kadar pomislim na Boga, je že to molitev. Kadar dvignem svojo dušo, svojo notranjost k Bogu ali ga iščem tam nekje, kakorkoli iskreno, je to že molitev. V molitvi smo lahko na različne načine. Eno je z besedo. Pred Bogom smo z besedo. To je ustna molitev. In to gre za izgovorjavo, se sliši. Ustna molitev je lahko recimo preprosto s svojimi besedami. Kot majhen otrok pred očetom, nebeškim stvarnikom, velikim Bogom, v desni roki ga drži in ga je pripeljal naš veliki brat, Gospod Jezus Kristus, in s pripravljenim srcem molimo Boga spontano, svojimi besedami, preprosto, iskreno, enostavno in resnično. Tu navadno ni toliko problemov. Potem drugo je branje pripravljenih molitev, bodisi iz molitvenika ali pri sveti maši, ko duhovnik bere prošnjo. Eno je veljavno svete maše, drugo je pa duhovni napredek oziroma namen. Sveta maša vedno daje Božjo milost, zato ker je to Božja ustanova. Ampak duhovnik sam ali pa tisti, ki bere, pa lahko nima nobene koristi ali lahko celo greši pri sveti maši, ko bere tisto besedilo molitve. Torej, branje pripravljenih molitev je lahko problematično. Branje psalmov tudi, to je vse ustna molitev, branje svetega pisma. Ali pa najbolj nevarni so obrazci, s katerimi mi največkrat molimo. Molimo: Oče naš, zdravo Marija, slava Očetu, tebe ljubim, stvarnik moj, o Jezus, blagoslovi me in podobno. Vse te molitve so pa lahko tudi ne molitve. In tretja stvar je molitev brez besed, ko razmišljamo o Bogu, ne govorimo in se poglabljamo v Božjo besedo, naš duh je pri Bogu. Vedno, kadar je naš duh išče Boga, je to že molitev, recimo meditacija, kontemplacija, poglabljanje, premišljevalna molitev je bila zelo aktualna
v katoliški cerkvi in je bila temeljna molitev, kakor danes na nek način je rožni venec, tista molitev, iz katero mi prepoznamo katoličane. In četrta stvar molitve je lahko naše delo, to, kar mi delamo, če to posvetimo Bogu in se zavedamo, da izpolnjujemo Božjo voljo in hočemo izpolnjevati Božjo voljo, kadar je naš duh na nek način v tej molitvi, potem je tudi naše delo direktno molitev. Delo je lahko po naši logiki dobro, ampak ni molitev. Lahko je pa delo celo slabo, nekaj delamo slabega. Tako kot, naprimer, v koncentracijskih taboriščih, tisti zdravniki in podobno so delali nekaj slabega. Težava je torej pri ustni molitvi in pri izgovorjeni molitvi. Prva stvar je torej preprosta molitev s svojimi besedami. Če enostavno pridemo pred Boga in smo popolnoma iskreni. Brez iskrenosti tudi ni molitve. Ne more biti molitev, če ni iskrena, če ni pravega namena. Zato je ta preprosta molitev s svojimi besedami zelo priporočljiva. Kajti mogoče boste prvič v svojem življenju sploh resnično molili. In če boste molili s svojimi besedami, obrnite se k nebeškemu Očetu v veri in pa v imenu Gospoda Jezusa Kristusa odrešenika. Kajti Oče je tisti, ki je poslal Sina, Oče je tisti, katero voljo izpolnjujemo. Oče je na nek način prvi v skrivnosti Svete Trojice, če tako preprosto rečemo. Zato tudi pri Sveti Maši je vedno obrazec k nebeškemu Očetu, po Jezusu Kristusu in v Svetem Duhu. Težava je pa v teh obrazcih na pamet. Največ imamo teh molitev, rožne vence molimo, pa vse molitve na pamet, psalme. In Jezus pravi, da so farizeji molili dolge molitve, ali pa pogani molijo dolge molitve in mislijo, da bodo uslišani zaradi množice besed. Torej, zaradi množice besed ne moremo biti uslišani. Kaj Bog pravzaprav pričakuje? To, kar nam je očital, da je naše srce daleč od njega. Da je naše srce daleč od njega. To Bog hoče imeti. Torej, ni molitev, če mi nismo zbrani. Če nismo zbrani, to je prvi pogoj za molitev, da si zbran pri molitvi. Zakaj? Šele takrat veš, da nekaj govoriš, da se obračaš Bogu in je to na nek način ozaveščena molitev. Ozaveščena molitev je zbranost in vztrajanje v molitvi. Brez tega ni molitve. Če ni zbranosti, je samo neko mehanično delovanje, ki pa ni molitev. Razlika med nami in računalnikom je to, da računalnik nima duše. Računalnik samo ponavlja nekaj na tisti nižji ravni, neko dejavnost, nima pa odnosa, nima pa duše, nima pa zavedanja sebe. Druga stvar je, če ni zbranosti, torej ni molitve. Ni molitve, torej, če ni razumevanja. Če napačno razumeš, nekateri molijo pa moli energijo in naravo in ne vem karkoli, misli, da moli. In če ni pravega spoznanja Boga, odrešenja, Gospoda Jezusa Kristusa, Svetega pisma, če ni pravzaprav krščanskega življenja, ki je življenje v Svetem Duhu, nadnaravno življenje, potem tudi naša molitev, ki zahteva neko ozadje, razumevanja vsega, vsaj neko logiko, katero mi lahko pristanemo, če tudi čist do konca vsega ne vidimo naprej in ne nazaj. Če brez razumevanja, brez informacij, na katerih stojimo, ne more biti molitve, ker ni razumevanja. Ker je ali pa napačno razumevanje, napačne, ne more biti molitev k, ne vem, naravi, ali k materiji, kakorkoli, ali energiji. Tretja stvar je, tudi če je torej zbranost in če je
neko spoznanje, ampak ne more biti molitve, če ni našega jaza, naše notranjosti, če mi ne gremo v globino in se tam v globini v bistvu povežemo z Bogom. Globina. Globina je na nek način, pridemo do srca, pridemo do samega sebe, v bistvu samega sebe. Zato ni molitve, če ni zbranosti, ni molitve, če ni spoznanja in ni molitve, če ni naše globine, naše notranjosti. Molitev ne velja pred Bogom, je enako nič. In če Bog ne vidi vse naše dobre volje, ki bi nas lahko reševala, je ta molitev prazna in za Boga ne pomeni nič. Torej gre za srce. Če v naši molitvi ni srca, mora biti zbranost, mora biti neko razumevanje, neka logika, potem mora biti mi poglobljeni in mora biti vključeno naše srce. Srce, to je bistvo našega jaza, mora biti vključeno v molitev. Če hočemo, da bo molitev Jezusu všeč, da bo molitev pred Bogom sprejeta, da bo Bog sploh lahko odgovoril na naše molitve in jih sprejel. Srce. In zdaj, če vse to je zbranost, razumevanje, srce, mora biti pa še ljubezen. Če molitev ni ljubezen, nič ne pomeni pred Bogom. Molitev mora biti zbranost, mora biti razumevanje, molitev mora biti naša globina, molitev mora biti srce in molitev mora biti ljubezen. Začnemo z zbranostjo, končamo z ljubeznijo. Če bi molil, ljubezni pa bi ne bi imel, tudi molitvi mi nič ne koristi, pravi apostol Pavel. Ljubezen je vse. Ljubezen je začetek, ljubezen je pot, ljubezen je namen, ljubezen je konec in ljubezen je druženje z Bogom. V molitvi se mi moramo družiti z Bogom v ljubezni. Prva zapoved, ljubi Gospoda svojega Boga, s močjo vsem mišljenjem, torej razumevanje in pa s močjo vsem srcem. Ljubi, kaj pa ljubi Gospoda svojega Boga. Če se sedaj vprašaš, ali imam jaz ljubezen do Boga, ali ga ljubim, večina od nas lahko reče, nimam ljubezni do Boga in nimam tega notranje povezave z njim. To nujno potrebujemo, to molitev, če hočemo preživeti in da nas sovražnik ne laže in nas vodi v pogubo. Pravi namen naše molitve mora biti ljubezen, mora biti združenje z Bogom. Tu se še lahko na nek način rešujemo v naši molitvi. Naloga, ki bi jo imeli do jutri, je, da najprej vsaj vsako besedo, ki jo obrnemo v molitvi k Bogu, naj bo v zbranosti. Zbranosti. Bomo videli, koliko smo mi duhobežni od Boga tudi v molitvi. Da gremo stran. Prvič se resnično potrudimo za zbranost. Vsaka beseda naj bo zbrana in resnična. In druga stvar, iščimo, kar preskočimo ene stvari, iščimo ljubezen do Boga v molitvi. Naj bo naša molitev izraz ljubezni, izraz združenja, ljubljenja Boga, ljubezen do Boga in ljubezen na nek način do resnice in vsega tistega, kar je njegova volja. To je naša naloga do jutri. In Oče, jaz te prosim za vse drage prijatelje, ki so sedaj prisluhnili temu podajanju, naj se jih sedaj dotakne tvoj sveti duh, naj se jim razodene krščanska pot nadnaravnega bivanja in življenja v svetem duhu. In hvala ti za vso tvojo dobroto, nebeški Oče, po Kristusu, Jezusu našem, dobrem odrešeniku. Amen. Vse dobro in se vidimo jutri. Hvaljen Jezus in Marija.